Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 23. december 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Pretresi pri založbi Beletrina. Zakaj so menjali vodstvo in odpustili več zaposlenih? Ukrepitev v odbojkarskem klubu Event Maribor. Prihaja Matic Videčnik. Klub MKC je zaprt že 30 let, a je znova gostil legendarni MKC Party. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Včeraj smo na elektronske naslove prejeli sporočilo kreativne baze, ki je sporočila, da se je zamenjalo vodstvo založbe Beletrina. Z mano je urednica kulture na Večeru Petra Vidali, ki bo povedala več o zadnjih spremembah pri tej založbi. Petra, kaj se je dogajalo prejšnji teden najbrž pri Beletrini? Po teh uradnih informacijah vemo, da so zamenjali direktorja, oziroma da naj bi z novim letom postala direktorica Beletrine Alma Čavčević Klemenčič, ki je bila sicer doslej prokuristka, da se je umaknil Mitja Čander kot dolgoletni direktor, včasih tudi glavni urednik in pravzaprav zaščitna znamka Beletrine. Zdaj poslovni register pravi, da se je to zgodilo že 9. decembra. Prav tako pa vemo, da se je že cel december pravzaprav dogajalo zelo hudo prestrukturiranje. Prestrukturiranje je zelo nežen izraz za to, kar se je dogajalo, o katerem pa to sporočilo za javnost vendarle ne govori. Namreč zamolči to, da so odpustili nekaj ljudi na pomembnih programskih mestih, se pravi, da so dobili odpoved delovnega razmerja, pa da so tudi odpovedali sodelovanje nekaterim pogodbenim sodelavcem in da se nekateri programi se bodo očitno ali krčili ali ukinili. Je o tem znanega že kaj več? Kateri programi so to? Vemo, da Beletrina pokriva oziroma prireja nekatere festivale, ki so precej odmevni v našem prostoru. Tukaj je recimo Fabula, tudi dnevi poezije in vina, ki so nam blizu. Je morda že kaj znanega, kaj to pomeni za te festivale oziroma druge projekte? Uradno prav nič. Zdaj lahko sklepamo sicer vedno pravim, da bi bilo bolj pametno morda, če bi takšni poslovni subjekti, ki so sicer res privatni zavodi, vendar so zavodi v javnem interesu, kar pomeni navsezadnje, da so zelo dobro javno financirani, pa tudi, da nas sme in mora brigati, kaj se z njimi dogaja. Skratka, da bi bilo zelo dobro, če bi oni dejansko bolj odkrito javno komunicirali, pa prej. Tako da uradno se še ne ve, seveda pa zato mogoče toliko bolj krožijo govorice. Znano je, da se bodo, znano, to je, ne sme se uporabljati ta izraz, ampak sliši se, da naj bi se, slišali smo po neuradnih informacijah, ampak jaz bi rekla, da zanesljivih, da naj bi restrikcije utrpeli tudi takšne zaščitne znamke, kot so recimo dnevi poezije in vina. Tako da, če bodo ostale res samo striktno profitabilne dejavnosti, zavoda, ki ni javno, ampak je v javnem interesu, bi nas to moralo vse skrbeti. Morda še samo malo spomniva, nekaj smo že pisali o tem, kaj se je dogajalo na Beletrini v preteklih mesecih ali pa celo dlje nazaj, da malo osvetliva, kakšno je bilo pravzaprav stanje, ki je potem verjetno tudi pripeljalo do teh dogodkov, o katerih se zdaj pogovarjava. Tudi to, se pravi, že dalj časa se je govorilo zdaj verjetno se temu reče finančna nelikvidnost, se pravi, zelo so zamujali z izplačilom honorarjev, tudi po leto in več, ali pa so se dejansko honorarji izplačali po izvršbah. Skratka, očitno so zapadli v neko finančno luknjo in to je seveda težko reševati. Poslovni rezultati kažejo, da so prihodki so se v zadnjem 4-letju blago so se povečevali, vendar pa poslovni izid pa je bil lani
komaj par tisoč evrov, zdaj se ne spomnim, ampak res minimalno, mislim, da 2000 in nekaj evrov. Pri akterju, ki ima, 3 milijone 800 prihodkov, je to precej malo. Tudi število zaposlenih se je v zadnjih 4 letih sicer povečevalo, vendar se je lani povprečen dohodek na zaposlenega skoraj prepolovil. Tako da tudi že to so bili znaki krize. Ne. Zgodbo bomo seveda spremljali še naprej, kaj se bo dogajalo z Beletrino. Petra, hvala za pojasnila. Prosim. Odbojkarski klub Ajvent Maribor je okrepil svoje vrste z izkušenim igralcem Maticem Videčnikom, ki se po polletnem premoru vrača na odbojkarska igrišča. Matic Videčnik je 32-letni, 203 cm visoki bloker, ki je prve odbojkarske korake naredil v svitu iz Slovenske Bistrice. Nato je igral za Calcit Kamnik, v zadnjih 8 sezonah pa je nosil majico ljubljanskega ACH in z njim osvojil naslove državnega in pokalnega prvaka. Bil pa je tudi slovenski reprezentant in z reprezentanco v leti 2019 in 2021 na Evropskem prvenstvu osvojil srebrni kolajni. Trener Sebastian Škorc prihod Videčnika vidi kot pomembno okrepitev. Citiram: "Prihod Matica v naš klub je velika stvar. Kljub več ponudbam iz drugih klubov se je odločil za Maribor, kjer bo svojim znanjem, izkušnjami in kakovostjo pomagal mladi ekipi pri doseganju zastavljenih ciljev. Njegovo kakovost zelo dobro poznamo in prepričan sem, da bo pomemben člen naše ekipe," pravi strateg. Matic Videčnik pa je takole povedal: "Po polletnem premoru je želja po vrnitvi na igrišče prevladala. Klub Ajvent Maribor in trener Škorc sta znana po odličnem delu z igralci, ekipa pa ima velik potencial. Prepričan sem, da lahko še vedno igram na najvišji ravni. Cilj v državnem prvenstvu je kolajna, lahko jo osvojimo le s trdim delom in ekipnim duhom." Maribor je v predprazničnem času zelo živahen in zabave res ni težko najti. Toda en dogodek je ta konec tedna odmeval še posebej. MC Pekarna je namreč gostil legendarni MKC Party. Zakaj omenjeni dogodek tako izstopa? Zato, ker so klub MKC, ki je deloval v Orožnovi ulici, zaprli že pred 30 leti. Na zabave, kjer se vrti alternativna glasba iz konca 80. in začetka 90. let, ki so jo vrteli v klubu, pa še danes prihaja množica zabave in dobre glasbe željnih. Tako tistih iz generacije, ki je MKC klub doživela v živo, kot mlajši, ki so v klubu slišali samo pripovedi. Kaj je bilo tako posebnega na klubu, da je nostalgija po njem preživela več desetletij? O tem smo se pogovarjali z gonilno silo kluba in starostopanka na Štajerskem Dušanom Hedlom, ter številnimi drugimi akterji, ki osvetlijo živahno, ne zgolj zabavno, ampak kulturno dogajanje v Mariboru v času, ko je mesto šlo gospodarsko najslabše. Poročilo oziroma pripoved o legendarnem partiju je spisal Igor Selan. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 23. decembra 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer. Postanete nas sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.